Letošnje leto je bilo zame težko leto. Najprej sem se soočila z smrtjo družinskega člana, nato je prišla huda bolezen meni zelo ljube osebe. Kmalu potem še huda poškodba glave. Zdelo se mi je, da nekako ne bom našla poti iz vseh teh težav. Dovolila sem si, da sem jokala, bila žalostna, zaskrbljena, jezna. Ampak znanje iz neurolingvističnega programiranja mi je pomagalo, da v teh stanjih nisem ostala. Da sem naenkrat začela iskati poti in možnosti in si v bistvu pomagati na način, ki je bil meni najljubši in najboljši. Nekako me je po konci držalo ves čas eno vprašanje. Kaj mi to dobrega prinaša? In tega ta trenutek jaz ne razumem. In točno to se je zgodilo. Še tako težka zgodba lahko prinese dobre rešitve, dobre odločitve. Nikoli se ne moremo nekako sami odločiti, kakšna je lahko situacija. Vedno se pa lahko odločimo, kakšen je naš odziv na to situacijo. In točno tako sem se odločala iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek, glede na situacijo, glede na dogodke, ki so se dogajali. A zgodba se v letošnjem letu še ni končala. Kmalu po vseh izzivih, ki sem jih sprejemala in doživljala v času, rekla, tega težkega obdobja, je prišlo še neurje, ki nam je razkrilo streho. Ja, in tu sem dobila vprašanje, oziroma odgovor na moje vprašanje. Kaj je tisto, kar mi dobrega prinaša in jaz ta trenutek tega ne razumem? Je to, da sem ugotovila, da imam okoli sebe čudovite ljudi. Čudovite ljudi, ki pomagajo, čudovite ljudi, ki razumejo. Če bi v tej situaciji, ko je v Sloveniji takšna situacija, poplave, neurja, razkrite strehe, ko so ljudje ostali brez premoženja, nekako našli tudi ti ljudje svojo pot, da vidijo, da jim tudi to bo prineslo nekaj. Vem, da je težko, vem, da je hudo biti v taki situaciji, ampak vedno znova, ko pogledamo nazaj, ugotovimo, da nam je nekaj prineslo. Ali smo se mi spremenili in postali drugačni, začeli ceniti druge stvari, ali spoznali, da so okrog nas ljudje, ki nas imajo radi, ki jim je mar za nas. V tej priliki bi se zahvalila tudi našim res požrtvovalnim gasilcem, ki so nama z možem rešili, bom rekla, premoženje ravno svojo dobrosrčnostjo in željo potem, da pomagajo. In tako kot so naši gasilci, tako dobrosrčni in imajo možnosti, da nam lahko pomagajo, nam lahko pomaga tudi neurolingvistično programiranje. Vsa znanja, ki sem jih pridobivala vrsto let, so si mi v teh težkih situacijah še kako obrestovala. Znam pomagati sebi, znam pomagati svojim najbližjim in znam pomagati tudi drugim ljudem. Tako da neurolingvistično programiranje je tista pot, ki nam lahko olajša in pomaga pri reševanju marsikaterih življenjskih izzivov.